Zdravo, jaz sem Barbara in študiram psihologijo. Najprej tvoja predstavitev, torej ime, priimek, starost, fakulteta, smer študija in iz kje prihajaš. Jaz sem Barbara Sužnik, študiram psihologijo v Mariboru. Prihajam iz Veličine, to je manjši kraj poleg Lenarta. Kot prostovoljka si potovala v Gambijo. Kdaj se je porodila ta želja in koliko poguma je bilo potrebnega, da si se odločila za ta korak? Ta želja je bila že par let prej, ker je ena sošolka iz osnovne šole šla na neko podobno prostovoljno delo v Afriko in ko sem videla slike in ko me je povedala, kako je bilo, me je to fejst zanimalo, da bi jaz tudi kaj takega šla. In potem je Laura, sošolka iz psihologije, mi je povedala v začetku leta lani, da bi želela ona iti v Afriko, da se bo prijavila za Gambijo preko organizacije za otroke sveta. In sem rekla, seveda, grem poleg, zakaj pa ne. In potem sem v roku enega meseca si karto kupila, papirje, vse izpolnila, kaj je bilo potrebno, da si nisem premislila. In je bilo to. Prej tam smo bili v osnovni šoli in smo učili, se pravi, da smo pomagali tem lokalnim učiteljicam pri poučevanju. To je bilo vsak dan, vsak dan si šel zjutraj v šolo, si tam poučeval do 1-2, pa si imel prosti čas, se pravi, za spoznavanje, druženje z lokalnimi ljudmi, za čas za plažo, za kakšne izlete, pa ne vem, smo šli v neko vasico, v gozd z opicami in takšne stvari. Mislim, opcij je bilo ogromno in potem vikende si tudi načeloma fraj za raziskovanje. Si pa tudi ena izmed 2 koordinatoric in idejnih vodij projekta Fajn se mama, z rokami klepetamo. Kako je prišlo do ideje in kako je projekt potekal? Prvič smo projekt izvedli meseca maja. Bilo nas je 7 študentk, ki smo potem sodelovali. Začelo pa se je vse skupaj s tem, da smo mogli pri predmetu socialna psihologija narediti neko socialno intervencijo. Mija, kolegica, našla posnetek restauracije v Kanadi, kjer strežejo gluhi natakarji in je rekla, kako dobro, kaj takega bi lahko, ampak tako je nemogoče, ne, mislim, kje. In potem sem jaz rekla, zakaj pa ne, jaz imam prijatelja, ko ima restauracijo, pa to bi lahko ful fajn naredili, ker še tega sploh ni bilo v Sloveniji, pa to bi bilo super in smo se pač podali v to in pa smo pač predstavljali idejo na profesorju, potem smo se povezali z društvom gluhih in naglušnih, Mija je hodila na ta tečaj znakovnega jezika, tako da je bilo res, da smo dosegli celotno Slovenijo o tej problematiki, o tej ideji, da bi se ustanovil ta lokal v Mariboru, se pravi, da bi dobili neko lokacijo, kjer bi lahko pač imeli kavarno, neke mogoče prigrizke še, in kjer bi bili res zaposleni samo gluhi natakarji, imeli te menije v znakovnem jeziku in bi pač in gluhi in slišeči lahko prišli tja, naročili in nekako jih podpirali pri tem, pri njihovem delovanju. Izvoli. Hvala. Hvala. Ogromno izzivov nekako sem napravila, se pravi, šla sem na Triglav, prelaufala sem 21 kilometrov na Ljubljanskem maratonu, prvič v življenju, in šla sem na Planica Red Bull Run, se pravi najtežjih 400 metrov. Pa bila sem na Siciliji za poletje, kjer sem preživela čudovito poletje.